Lepo pozdravljeni na prvem pogovornem večeru iz cikla Ženske, ki navdihujejo in premikajo meje. Želimo spoznati in vam predstaviti ženske, ki odkrivajo nove svetove, ki premikajo meje, ženske, ki so utirale pot in ostale zveste same sebi, ženske, ki jih ne želimo pozabiti. Tako je naša prva imenitna gostja dr. Svetlana Slapšak. Zahvaljujem se vam, spoštovana dr. Slapšakova, da ste se odzvali našemu vabilu. Hvala lepa in hvala, da ste med nami. Svetlana, zelo na kratko, ker drugače bomo spoznali v pogovoru širše in obsežnejše. Dr. Svetlana Slapšak je kritičarka, znanstvenica, antropologinja in doktorica antičnih študij. Je avtorica številnih del z področja antropologije, lingvistike, klasičnih študij, študij spola, balkanologije in komparativistike. Objavila je več kot 50 knjig, prek 400 znanstvenih študij in več kot 1000 esejev. Prevedla je številna dela iz latinščine, stare in nove grščine, francoščine in angleščine. Akademska pot jo je vodila po številnih evropskih in ameriških univerzah, je izjemna predavateljica, je nekdanja dekanja Fakultete za podiplomski humanistični študij v Ljubljani. Z gibanjem 1000 žensk za mir je bila nominirana za Nobelovo nagrado za mir, letos je postala častna predsednica društva Mesto žensk. Prav lepo pozdravljam in se tudi najlepše zahvaljujem pisateljici, predavateljici, prevajalki, literarni in filmski kritičarki, dr. Leonori Flis. Dober večer, hvala lepa. Danes smo pravzaprav prvič skupaj in je tako prijazna, da je nekako prevzela to nalogo, da bo vodila pogovor v okviru tega novega cikla. Moram še dodati, da je dr. Flisova kot prostovoljka v naši knjižnici mesečno vodi knjižni klub v angleškem jeziku. Preden bi pa jaz besedo predala našima cenjenima gostema, bi vas opozorila še na izbor knjig dr. Slapšakove. Vabim vas, da si potem ogledate te knjige in si jih seveda tudi sposodite. Spoštovani gosti, z veseljem predajam besedo, izvolite. Najlepša hvala za ta lep uvod. Tako da zdaj ste doktorica Slapšakova, Barbara, že tako lepo predstavili. Če pa to se poveda, to navdušen. Res je, tudi jaz sem navdušena, tako da še enkrat najlepša hvala, da ste se odzvali. Zelo sem vesela, vem, da pač se pravzaprav radi odzivate tudi na takšne vabila, da poveste jasno in glasno svoje mnenje. Sem pa zelo hvaležna, da boste tudi z nami to delila in da sem jaz zdaj z vami tukaj, da se jaz lahko osebno z vami pogovarjam iz oči v oči. Tako da zdaj še enkrat vas ne bom predstavljala, ker zdaj vemo vse o vas, bi pa povabila vas tako k izposoji ali pa seveda tudi nakupu knjig doktorice Slapšakove. Navedla bi mogoče samo nekaj naslovov vaših del, tako da vam ostane v spominu, vam ostane naslovi v spominu. Ženske ikone 20. stoletja, recimo 60 antropoloških esejev, potem Kuhinja z razgledom, eseji iz antropologije hrane, Zelje in spolnost, iz zgodovinske antropologije hrane, študija o kultni, ritualni in kulturni vlogi zelja. Potem Volna in telo, pogled iz zgodovinske antropologije, pa romani, če vas bolj neka leposlovje morda, Leonina ali zgodba o vztrajnosti, potem novejši roman iz leta 2018, Istomesečniki, in pa roman Šola za delikatne ljubimce, če naštejem samo nekaj vaših del. No, kot je gospa Barbara že omenila, ste postala častna predsednica društva Mesto žensk. Pa začniva zdaj z ženskami. Zanima me, kako pravzaprav gledate na položaj ženske v današnjem svetu, v današnjem času. Omenila bi knjigo, ki je šla leta 2019 pri znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, in sicer je to knjiga Ženska in oblast britanske zgodovinarke Mary Beard, ki pravzaprav prikazuje zgodovino, nekako položaj ali pa
kako bi rekla, razvoj položaja žensk od antičnih časov pa do sedanjosti in kot vidimo, se je nekaj dosti verjetno spremenilo. Pa me zanima pravzaprav, ali se pač je. Če lahko malo pokomentirate to, recimo v času Grkov in Rimljanov, torej vi ste tudi klasična filologinja, je bil ženski javni govor popolnoma nezaželen, verjetno pogosto sankcioniran, torej mišljenja, torej javni nastopi so bili popolnoma v domeni moških in kot je rekla, mislim, da Marta Vrgenela, urednica knjige, tudi razsvetljenstvo ni uspelo zrahljati to vrstnih, bom rekla, pogledov, ravnanj in tako naprej. Torej, ali živimo v zelo patriarhalnem svetu? Vsekakor živimo še v patriarhalnem svetu, to je jasno. Patriarhat je tisti sistem, ki se ne spreminja in ki veselo sodeluje z vsako ideologijo in z vsakim sistemom. Enako z, recimo, teokracijo kot s komunizmom. Torej, se lahko prilepi na vsak sistem in preživi. Preživi zaradi tega, kar je enostavno neki dovolj veliki masi, dovolj velikem številu ljudi omogoča tako imenovano naravno prednost, ki nima nobene zveze z naravo. Tista knjiga Mary Beard, ki je drugače prijateljica, ki je z nami potovala po Sloveniji in smo veliko debatirali v kakšnih gostilnah na koncu sveta, je napisala pravzaprav pamflet. To ni knjiga, ampak je pa pravi pamflet, zelo podoben pamfletom, ki so jih odločne ženske pisale recimo v 18. stoletju. Kot Mary Wollstonecraft. To je zelo podobno pravzaprav v tem žanru. In pa ona tukaj seveda govori o tem, da ženska v antiki, predvsem v antičnih demokratičnih Grčiji, to je edina prava neposredna demokracija, ki jo sploh poznamo, nikoli več ni bila pravzaprav aplicirana, to ne obstaja, mi v demokraciji imamo popolnoma napačne pojme. Neposredna demokracija je edina prava. Ampak v tej neposredni demokraciji ženske niso imele državljanskih pravic in tudi mnogih človekovih pravic in res niso nastopale javno, niso smele nastopati javno. Ampak v tej, pravzaprav skozi položaj žensk mi tako dobro beremo atensko demokracijo. Namreč vsa ta pravila obstajajo in obenem, recimo komediograf Aristofan, napiše verjetno več 10 komedij, ohranjeno 11, v katerih je osnovni motiv neposlušnost žensk. Oziroma neposlušnost enega v demokraciji, ki se zopet stavi večini, tako imenovani. Mi še zmeraj verjamemo, da je demokracija odločitev pravzaprav večine. Ne, ni. Demokracija je zaščita manjšin in posameznik. To je demokracija. Torej, in pred atensko publiko in treba vedeti, da je atensko gledališče pravzaprav bila inštitucija demokracije. Vsi državljani, ki so bili na sodiščih, v skupščini, v vseh telesih demokracije, so vsi bili v gledališču. In biti v gledališču je bila državljanska dolžnost. Bogatejši so plačali davek z gledališčem na ta način, da so opremili recimo celo gledališko predstavo, plačali vse avtorske honorarje, igralce, plesalce in ostalo. Tisti najbolj revni pa so dobili brezplačen vhod, ampak vsi so bili tam. In je gledališče bilo zelo, zelo močna inštitucija izobraževanja državljanov. In ko vi na sceni gledate te komedije, se vam takoj poraja ideja, saj na sceni so moški, ki igrajo ženske, okej. Ampak se takoj porajajo vprašanja, zakaj pa ženske res niso prisotne? Zakaj so ženske boljše v politiki, kot pravi Aristofan, kot moški? Zakaj so ženske boljše ekonomisti? Zakaj ženske si omišljujejo boljše zakone in tako naprej in tako naprej. Torej, vse govori o tem, da so ženske boljše v politiki, zakaj tam niso? Torej, vprašanje je obstajalo in se je postavilo. In v demokraciji, ki funkcionira, takšne vprašanja se vedno postavijo. In potem se rešujejo. In če bi ta demokracija dlje trajala, denimo, bi verjetno prišlo do takšnih odlok, do izboljšanja oziroma spreminjanja. Ampak zgodilo se nekaj drugega, vrnila se monarhija,
z Aleksandrom Makedonskim, svet se je spremenil, moški ni več bil vladar sveta, kot državljan, je bil pač del plebsa, naroda in nič drugega. In ko se je vrnil domov, ga je tam čakala ženska. Torej, paradoksalno, z monarhijo se je položaj ženske izboljšal. Je dobila neke pravice, vdove recimo, so dobile veliko pravic. In potem seveda ključna zadeva, ki se je svetu zgodila pozdaj, in to je krščanstvo. Krščanstvo je pa res ogromno dalo in prineslo za enakost žensk. Ne veliko, vse vemo za spremembe, da se v starejših tekstih pojavlja Bog, ki je ona. Vemo za vse možne kultske variante Matere Božje in vse ostalo, ampak vsekakor zgodnje krščanstvo res spoštuje enakost moških in žensk. Torej, seveda, družbeni sistemi so popolnoma drugačni, veliko bolj manj pravični in ostalo, ampak ja, položaj žensk je tak. In to se je večkrat zgodilo v zgodovini žensk. Da sistem, ki izgleda kot bolj restriktiven, pravzaprav daje več. In seveda, če hočete v monarhiji, si vladar ne sme dovoliti luksuza, da če se mu rojevajo samo hčerke, izgubi oblast. Torej, hčerka bo dedinja in bo kraljica. To so taki enostavni razlogi, v katerih vidimo te adaptacije patriarhata neverjetne. Ampak danes, tukaj in zdaj? Ja, prevladuje patriarhat in to dosti jasno in materialno vidimo v razlikah, ki se pojavijo, ko ženska gre v pokoj in dobi prvo pokojnino in ona je za kar nekaj procentov manjša od moške. To sem doživela s svojim soprogom, ne? Bila sva v istem položaju, sicer jaz sem bila v privatni univerzitetni ustanovi, razlika med njegovo in mojo penzijo je bila 3x1. To je specifičen primer, ampak mnogi drugi, ki so v istem položaju, so pač videli teh nekaj in to so raziskovali tudi v parlamentu. To ni zadeva, ki ni znana v Sloveniji, nasprotno. Nekaj se je tudi izboljšalo. Jaz mislim, da se je ta procent zmanjšal. No, vsekakor v Sloveniji imamo nek družbeni sistem, ki je po položaju žensk veliko boljši od dobrega dela tudi evropskih držav. Ja, smo kar v redu, ampak vidimo regresijo, ki je izrazita in se ta regresija pač ni veliko izboljšala. Kaj pa splav, ko govoriva zdaj o ženskah? Če lahko preberem vaš citat, to je iz zapisa v Vrabcu, oziroma za Vrabca anarhista, ste napisala takole: ni teološke, retoriške bravure, medicinskega pravila, pravne argumentacije ali verske zapovedi, ki bi lahko omejila ali ukinila oblast ženske nad lastnim telesom. Ko je enkrat doseženo, to dejstvo lahko ponavljamo, izničiti pa ga ne more nihče. Vsaj približen dosežen konsenz o začetku individualnosti oziroma zavestnega življenja ne dopušča več debate s šarlatanskimi, cerkvenimi, zdravorazumskimi izmišljotinami in propagando. Zdaj, če pa pomisliva na položaj na Poljskem, recimo, torej na januarja letos je stopila v veljavo odločitev ustavnega sodišča, ki pravzaprav v celoti prepoveduje splav, podobno, nekako ni čisto tako, ampak se dogaja tudi v Teksasu, več republikanskih, pravzaprav še hujše držav nekako sledi pravzaprav tej teksaški liniji, da tako rečemo. Torej, na kaj zdaj to kaže, oziroma bo to nek domino efekt, da bomo šli zdaj v to smer, kjer bojo te neke takšne pravice popolnoma zastrte in omejene, kaj se vam zdi? Če dovolimo. No vse, ja. Kaj lahko naredimo, da bo šlo v to smer? Problem je namreč v tem, da radi bi obtožili katoliško cerkev, pa ne morem, ker teksaški primer je protestantski primer. Ampak v obeh primerih gre za to, da verniki enostavno hočejo, da je vsaka duša zabeležena in tudi če, torej mora biti rojena. In pa število je pomembno. In v primeru poljskih zakonov in izjav Poljakov, posebej Kačinskega, preživelega dvojčka, gre v to smer, da tudi če mati umre, je nepomembno, glavno, da duša gre k Bogu. Torej, to je pa res popolnoma nehumano. Na drugi strani,
moram priznati, da jaz mislim, da sem to v tem tekstu preblago napisala, ampak zdaj pa lahko veliko bolj ostro povem. Pravica do splava oziroma kontrola ženskega telesa je ena od najbolj tragičnih pravic, ki obstajajo. Predvsem, kar škodi ženski. Splav škodi ženski. To je psihična in telesna travma, to je popolnoma jasno. In to je pa tisti zadnji izhod. In če zadnjega izhoda ni, nažalost, paradoksalno, ni niti drugih pravic. Tako da ženske se zauzemajo za nekaj, kar ni dobro za ženske. In kar tudi, recimo v Sloveniji, zelo jasno kaže na socialno razslojenost, na nezmožnost komotnega rojevanja, komotnega otroštva, izhodišče revnosti čaka večino mladih družin. Tako da v tej situaciji res skrajna hinavščina prepovedati splav, ki je nek zadnji izhod. Seveda je to kontrola ženskega telesa, seveda ženski imajo pravico do tega, da svojim telesom upravljajo, ampak zakaj bi vse naokrog dovoljevalo oziroma nekako res pahnilo ženske v to, da morajo odločati o nečemu, kar je nekoristno za ženske, kar je škoda. Psihično in fizično. Ja, in zaradi tega pravim, to je ta tragična pravica, ki je zadnji izhod, nič drugega. Ja, v knjigi, ki sem jo prej omenila, Ženske ikone 20. stoletja, govorite o več odmevnih imenih, kot so recimo Agatha Christie, Angela Davis, Doris Day, Frida Kahlo, Marie Curie, Marguerite Duras in tako naprej, in pa o podobah, figurah, predmetih, ki so nekako povezani z žensko kulturo, recimo bivanjem, kot so spodnje perilo, tajnica, zapeljivka, princesa, kopalke, klobuček in tako naprej. Šivalni stroj. Šivalni stroj tudi. Ena od recenzentk je napisala, da je knjiga obvezno branje za feministke. Zdaj se pa malo stavlja pri feminizmu. Torej, kakšno podobo ima feminizem danes, kakšno podobo in kakšno vlogo v tem svetu, ki ga živimo, in pa ali nam res primanjkuje feministov? Danes pa še zmeraj nam primanjkuje feministov, to je res. In to je zahteva, ki je Julka Hlapec Đorđević postavila v 30 letih prejšnjega stoletja. Drugače pa bila zelo dobra prijateljica Zofko Kveder in je pomagala v Pragi, ko je ta živela v Pragi, in je tudi njene prevode ponujala založnikom oziroma prevode njenih del, torej sta bili res blizu. Gre namreč za to, da danes feminizem mora nujno obstajati. Ni druge. In to, kar imamo kot to res medijsko epidemijo blatenja feministk, kar je v Sloveniji prisotno že dobrih 10 let, morda še več, je nekaj, kar je sramota za to državo. Ker je posebej sramota za to državo, kar je slovenski feminizem izjemno zanimiva, dostojna, junaška zgodba in zgodovina in se ne sme vleči po blatu, res. Na drugi strani pa je še ena zadeva, ki je zelo pomembna v Sloveniji, in to pa je izraščanje ženske neodvisnosti iz nemogočih pogojev. In ta slovenska kombinacija ruralne družbe, ki zahteva popolno pokornost žensk in možnosti novih sistemov, na katere se je ženska zmeraj odlično prilagajala, govori o tem, da v tako majhnem prostoru in s tako majhnim številom res se ne sme dovoliti luksus, da se feminizem zatre. Nikakor ne. Na drugi strani pa je mednarodna zgodovina, posebej povezana zgodovina ameriškega feminizma in evropskega feminizma, nekaj, kar je ključno v našem primeru, ker v 19. stoletju se je povsod, in tudi v Sloveniji od 30 let pa naprej 19. stoletja, dogajal nek proces, ki ga pogosto v letu 1948 imenujejo pomlad narodov. Oziroma oblikovanje nacionalnih držav. In oblikovanje nacionalnih držav je bil projekt praktično vseh skupin na Balkanu in v Srednji Evropi.
In to je obdobje, ko se družina raztrese in se pojavijo mononuklearne ali atomske družine, torej oče, mati, otroci, morda stari starši in tako naprej. In to je majhna skupina. Predtem ženske na Balkanu in v centralni Evropi živijo v veliko širših skupinah. Sicer so ločene, posebej v ruralni srednji, sicer so ločene, ampak imajo svoje akcije, svoje rituale, svoja znanja, recimo medicina je tipično ženska, zdravljenje in tako naprej. Torej imajo svojo družbo, ne, ki je na margini, ampak zelo močna. In en od teh aspektov ženske moči je tudi to, da recimo v ritualu smrti oziroma pogrebov vidimo, da ženske imajo glavno vlogo. One se ukvarjajo z mrtvim telesom, one ga pripravljajo, pomivajo vse, kar je potrebno, jočejo ko je potrebno. Torej, so res imele svojo družbeno strukturo. V trenutku, ko se oblikuje atomska družina, tega ni več. Ne moreš se v mestu dobiti na vogalu pa pačkati skupaj. Oziroma, to smo šele zdaj odkrili, da ta možnost obstaja. Ali pa skupaj koruzo čistiti, nekaj takega. Ne? Torej, edini vir feminizma pravzaprav za te ženske, ki so se izobrazili v 19. stoletju, sicer sporadično, ampak je bil zahodni feminizem. Torej, zahodni feminizem je dragoceno deloval in to predvsem ameriški. Je dragoceno deloval na Evropo in tako smo imeli situacijo, da v Evropi med prvo in drugo svetovno vojno imate močan feministični. Res, to je ogromno različnih gibanj. In sama sem, ko sem se začela ukvarjati s feminizmom, recimo odkrila nekaj, kar je zame bila popolnoma skrivnost. Pojma nisem imela, kakšen je recimo švicarski socialistični feminizem. To je gibanje, ki še zmeraj obstaja. In je bilo izjemno močno. Socialistični feminizem. Socialistični feminizem. Čisto odlično. Zveni krasno. Krasno. In so res krasne osebe in gibanje in to, kar so one uspeli na lokalnem nivoju, čisto neverjetno v 20. stoletju, končno, ne tudi pridobivanje državljanskih pravic v 70. letih 20. stoletja, kar je katastrofa. Ampak vsekakor imamo to, da so se res učile na zahodnem feminizmu in posebej na ameriškem primeru in to je ameriški primer res bil izjemno močan vse do konca Prve svetovne vojne, ko so ženske v Ameriki dobile končno svojo volilno pravico. Zaradi recimo zaslug v Prvi svetovni vojni in zaradi tega, kar so pač imeli neverjetno politično kampanjo. Ampak to, kar se je zgodilo po Prvi svetovni vojni, je že spet bil neverjeten padec feminizma, ker so predtem v svojem programu imeli pravice črncev. In abolicionizem v dveh pomenih. Eno je osvoboditev vseh drugih in enake pravice za vse, in drugo je bilo prepovedanje smrtne kazni. In da bi dobile politično moč v senatu in drugod, so pač izdale svoje prijatelje črnce. Isto se je zgodilo v 60. letih. Demokratska stranka isto napako naredila. Ne? Tako da niso jih pustili, niso dovolili prosto glasovanje, oziroma formalno niso dovolili. Ne? Tako da imamo te težave z ameriškim feminizmom, ampak obdobje od recimo 40. let 19. stoletja do Prve svetovne vojne je herojsko doba. To je čisto neverjetno, kaj so one naredili, res. Tako da ti primeri in seveda v 30. letih pa gibanje Margaret Sanger, ki je organizirala centre za splav. Na vzhodnji obali, seveda v glavnem, in potem je to njeno gibanje prišlo v Evropo. Tako da med dvema vojnama berete evropske tekste feministične, ki so čisto neverjetni. Ne? In potem po drugi svetovni vojni pride seveda tisto grozno obdobje, v katerem ženske morajo predvsem pokazati sočutje za tisto, kar se je zgodilo. In zavest za tisto, kar se je zgodilo. In Simone de Beauvoir, ko piše 47. leta svoj drugi spol, piše predvsem o krivdi. In v tej krivdi manjšo krivdo žensko. Išče manjšo krivdo žensko. Zelo izčrpen odgovor, Ja, ste odgovorila. se opravičujem. Ne,
čisto redu s vaš časom. Pogledala sem si tudi film Trojanke, ki je v bistvu portret vaš, in tam pravite, da nekako, oziroma izpostavljate dve temeljni zahtevi, ki sta po vašem mnenju ključni za delovanje družbe. In to sta svoboda izražanja in pa človekove pravice. O človekovih pravicah sva že govorili, zdaj pa v luči te svobode izražanja, svobode tiska, svobode govora, dajva si ogledati koncept demokracije. Skušava zdaj to povezati. Prej ste že navezala na demokracijo, torej ne živimo prave demokracije, neposredne demokracije v tem atenskem smislu. Skušava povezati svobodo govora, tiska, človekovih pravic in pa koncept demokracije. Torej, kako živimo danes? Ja, to je pa res krasno vprašanje. Upam, da ne bo kakšne 2 uri. Ampak samo eno, človekove pravice niso končana zadeva. One se razširjajo. In tudi svoboda izražanja ni končana pravica, končana zgodba. To se spreminja. In ko govorimo o svobodi izražanja, sem prvo lekcijo, in to po glavi, dobila v Ameriki 94. leta. Namreč, jaz sem seveda v 80-ih bila na tej fronti svobode izražanja, sem bila predsednica tega odbora za svobodo izražanja, sem sodelovala z Venotom Tauferjem, sva se dopisovala in sva imela iste primere pravzaprav v nekdanji Jugoslaviji v zvezi z verbalnim deliktom in členom 133. In sem verjela, da je svoboda izražanja nekaj, kar je fiksirano, to je pač svoboda izražanja. Ampak v Ameriki so me naučili, da to ni samo svoboda izražanja, ampak tudi odgovornost za izražanje. Kako se izraža? Točno to in kaj se izraža. In moram priznati, da od tega trenutka, seveda z izkušnjo vojne v Jugoslaviji, ki je v veliki meri nastala zaradi svobode izražanja medijev, oziroma zaradi izzivanja ljudi, zaradi propagande, sem morala začeti s tem, da sem morala preučiti temeljno Goebbelsovsko propagando, Goebbelsovo propagando, da bi videla, kako to funkcionira. In ko sem se vrnila, sem imela to izkušnjo. In sem zelo z ogromno pozornostjo merila svobodo izražanja. In danes je popolnoma jasno, da svoboda izražanja ne pomeni izražati vsega. Medtem smo seveda 95. smo dobili internet, oziroma že 95. se vzpostavila. In ko smo se pogovarjali v Ameriki o internetu, je to bila velika tema, in smo se pogovarjali o tem, kako se neverjetno razširja področje znanja. Kako bo zdaj vse dostopno. Jaz nisem niti mogla zamisliti, kako bo vse dostopno. Ampak to, da je vse dostopno, očitno ljudje ne izkoriščajo, večina ljudi ne izkorišča na ta način, da izboljšuje svoje znanje. Ampak padejo na trike, na propagandne trike. Tako da je del tega interneta tudi zelo poslabšano razumevanje, nivo znanja in tiste vrednote, ne vrednote, ampak vrednote učenja in znanja, ki so veljale prej, in to je po mojem kvadrat, iz katerega se ne sme, oziroma s katerim se šele sme. In to je slovnica, retorika, slovnica, logika, retorika in stil. Brez tega se ne more. Nažalost je to popolnoma izpuščena zadeva danes. Čeprav niso samo šole krive. Lahko nekaj pripišemo šolam, nekaj odgovornosti, ampak pravzaprav je to res vpliv medijev in neodgovornost tistih, ki upravljajo z mediji. In to vidimo v Sloveniji. Točno to. Mejna država, neverjetna možnost razširjanja propagande, pravzaprav realno neuspeh te propagande. Ker Slovenija še zmeraj vam ne potrkajo 3 po noči na vrata in vas peljejo v koncentracijsko taborišče. Še ne. Ampak to je skrajni rezultat propagande. Tako da, ja, pravim, z vsemi omejitvami, ja, svoboda izražanja s polno odgovornosti, ki podrazumejo predvsem veliko večje znanje. In to znanje bi morali dati prav mediji.
Tudi šola, no? Šola se Tudi zadostno. mediji, Ja. absolutno. Šola ima problem, ker tudi Evropska skupnost ne inzistira preveč na sistemu slovnica, logika, retorika, stil. Nasprotno, ne. Tako da Evropa ima svojo odgovornost v tem. Kompleksno. Zdaj, medije smo omenili, a ne? Torej ta neka škodljiva vloga medijev. Kako pa je z neodvisnostjo medijev v Sloveniji? Se mi zdi, da prihaja do nekakšnega poblagovljenja medijev, da so popolnoma odvisni od lastnikov, recimo od kapitala, in s tem se seveda verjetno zmanjšuje tudi kvaliteta prispevkov. Torej, kakšno je stanje in pa kako nekako pripraviti ljudi do tega, da bolje prebiramo med to poplavo informacij. Kje bi se to po vašem mnenju začelo? Kako razvijati bolj kritičen odnos pravzaprav do tega, kaj konzumiramo? Ja, osnovno je, veste, verjeli smo nekje po vojni, da so neodvisni mediji tisti, ki zaslužijo dovolj denarja, da so neodvisni. To je popolnoma napačna slika, nasprotno. Neodvisni mediji so tisti mediji, ki jih država plačuje redno in dovolj, da bi kritizirali državo. To je kontrolni aparat države, drugače nima nobenega smisla. Drugače pa to rumeni tisk. Naj umre na trgu, baš me briga, kot bi rekli, ampak je to. In recimo ta model je BBC, ki živi od plačila gledalcev. In drugi krasen primer je bil PBS, ameriški, ki ga je plačala federalna vlada. Ampak potem je federalna vlada to odpustila, desna federalna vlada, in je PBS danes že kot BBC. Pravzaprav ga plačujejo filantropi. Od prispevkov živi. Ampak mi v Sloveniji nimamo niti takšnih bogatašev, niti bogataši, ki so, imajo navado, da bi del denarja dali. To je velik problem, veste, ker ogromno, recimo ameriško šolstvo živi v glavnem na prispevkih. Nekatere univerze imajo nekaj, recimo zemlje, pa nekaj lastnih, pa nekatere tudi sodelujejo z loterijami. Jaz sem vsakič morala, ker sem bila na državni univerzi, ko sem nastopala v Ameriki, sem morala omeniti tudi nacionalno loterijo New Jersey. Torej, ste še slišali na Ameriki? Ja. Wow, ja. Princeton enako, veste. Tako da, kar se tega tiče, je res, položaj neodvisnih medijev je pravzaprav v veliki meri odvisen od zavesti državljanov. In če je že kapitalizem, potem pa izkoristimo bogate. Nažalost, mi pa nimamo več kapitalizma. 90% slovenske proizvodnje je majhna privatna proizvodnja. Mi nimamo več industrije. Tako da je res problematično in v tem smislu edino država lahko plačuje neodvisne medije. In to, da imamo medijske tajkune, je nekaj, kar je zelo, zelo dvomljivo. In če nek medijski tajkun ima pod sabo recimo 5 glavnih dnevnikov, je to resen problem za državo. In država bi enostavno morala v nekem smislu glavne medije, ki so v Sloveniji izrazito regionalno opredeljeni, bi enostavno morala nacionalizirati in financirati. Tako da je to edina rešitev za majhno državo. V majhni državi, torej recimo primer Grčije, ki ga dobro poznam, je ta, da vsak, ki hoče, odpre svoj televizijski kanal in potem imate stotine televizijskih kanalov, kjer kakšen starček bere svoje zapise in bere časopis. Kar je seveda komično, ampak je del demokracije. Tako da te možnosti so in če je človek zainteresiran, zakaj pa ne. Ampak ta iluzija o tem, da se bodo mediji sami održali, je v majhni državi, jaz mislim, nerealna. In zaradi tega imamo tajkune in zaradi tega bi država morala veliko bolj premisliti medije. In seveda imamo to ubijalsko idejo, ki v Sloveniji res uničuje medije znotraj in od zunaj, tudi to javno televizijo, in to je uravnoteženost. Ni uravnoteženosti, ko ti imaš bedaka in nekoga, ki nekaj ve. Mi je žal, ampak dialoga ni. Moraš biti kvalificiran za dialog. Če nisi kvalificiran za dialog, nisi na televiziji, konec.
To so pravila, ki bi lahko, veste, Slovenija je tako majhna, da bi lahko imela neverjetne eksperimente s kvaliteto, ki nekje jih tudi vidimo, ampak nažalost ne množično. Se strinjam. Zdaj, omenila ste Ameriko. Jaz sem tudi nekaj časa tam živela, pa me zanima. Ja, vi ste bila v New Jerseyju, na univerzi. Ja, na Rutgersu. Na Rutgersu. To je državna univerza? Državna, seveda. In prva, ki je uvedla gender studies. A res? Ja. Na Rutgersu, super. To pa nisem bila. Ja, in serija dekanti. Aha. Ja, tudi črni. Yes, super. To je bilo, se pravi, 94 leta ste odšla, ne? Ja. In koliko časa ste? 2 leti. Aha, 2 leti. Kakšna bi bila ta izkušnja? Ste učila, verjetno? Ne, zelo malo sem učila, ker sem pravzaprav imela neko katedro in sem bila reprezentativni kos v univerzitetski predstavitvi, tako da sem se izborila, da imam nekaj študentov v drugem letniku. Ampak moja izkušnja je, in tega se popolnoma zavedam, zaradi privilegiranega položaja sem neverjetno uživala. To pomeni, da sem živela praktično na kampusu, oziroma v naselbini za profesorje. In cel dan bila na kampusu in to je za mene bilo idealno življenje. To priznam odkrito, sebično, ampak je bilo enostavno perfektno. Tako da vsak moj odhod zunaj, morala sem veliko gostovati, to so bile moje dolžnosti. Jaz seveda z veseljem videla sem eno polovico, vzhodno polovico Amerike videla in mi je bilo zelo všeč in naredila sem neko potovanje, ki sem ga planirala. Obstaja mesto v New Jerseyju, ki se imenuje Ironija oziroma Ironija, ki ni ironija, ampak je iron, železo. Ampak meni je bilo všeč Ironija. Do mesteca v Teksasu, ki se imenuje Utopija. Tako da sem to potovanje naredila, bila zelo zadovoljna in razen kampusa, ki je zame, kot bi se reklo, raj, je en drug aspekt ameriškega življenja, ki ga imam zelo rada, potovanje. Nič lepšega, kar je svoboda popolna, imaš občutek popolne svobode v tem ogromnem prostoru. Drugo je, da vsi vozijo ležerno, zaradi nevrotičnih Evropejcev. In tretje, da ves čas imaš odlične radio postaje, univerzitetne postaje, džeza in rock'n'rolla, raj z drugimi besedami. Ja, ampak sem se naučila tudi to, da res je družbeno življenje drugače, popolnoma drugače kot naše, v tem smislu, da se dogovoriš za sestanek 3 mesece vnaprej in potem potuješ do svoje prijateljice ali prijatelja, ampak na drugi strani so debate na univerzi izjemne. Tako da res je to bilo za mene izjemno pozitivna izkušnja. Sem zelo, zelo uživala. Tudi Amerika kot taka vam je prav všečno, če ste potovali? Ja. Res je izjemno zanimivo. In to je tudi skrb, ki jo Američani imajo za svojo kratko zgodovino, je neverjetna, za svojo kratko belo zgodovino in potem tudi za zgodovino predtem. Imajo ogromno teh native spomenikov, ki jih zelo negujejo, ogromna skrb za to, posebna arheologija se razvija na teh primerih. Res, nekaj aspektov, ki so zelo, zelo prijetni. Kaj pa Amerika danes? Ja, če ne bi bil kampus, ne. Ni šanse. Fina so ta življenja na kampusih, a ne? Ja. Tako taka celovita, holistična, ja. Ja, res. Zelo veliko, nekako sem tudi jaz dobila z te izkušnje, ja. Zdaj se pa osredotočva mečkaj na upore, demonstracije, proteste, ki se očitno tudi danes dogajajo, antivakserji smo rekli, ki so danes, rezervirane imajo srede. Tako so mi tako je Rok povedal prej. Tako da se vam zdi, torej leta 68, revolucionarno leto v Ameriki, potem se razširi to v Evropo, tudi v Jugoslavijo, v Slovenijo, seveda tudi mislim v Ljubljano. Torej se vam zdi, da nekako, torej da je nujno prvič tako izražanje zahtev, torej na cesti, da se izražajo neke, recimo, zahteve, da se izrekajo parole in tako naprej. In ali je vzdušje, ali je zeitgeist tako, kot je bil recimo v 60-ih, 70-ih letih, ali smo še tam, lahko s temi protesti in z glasnim izražanjem nekih želja in zahtev dosežemo to, kar recimo je bilo doseženo v preteklosti. Je še zeitgeist naklonjen uporu, recimo? Absolutno.
Jaz mislim, da je zdaj veliko boljše. Super. Ti recimo upori demonstracije 68. leta, jaz sem videla trenutek, oziroma sem doživela trenutek, ko sta dve moji kolegici na dvorišču Filozofske fakultete v Beogradu hotela začeti temo feminizma, ne? In so žvižgali in so jih pošiljali nazaj. To je bilo grozno, niso jim dovolili, da govorijo. Kdo pa je žvižgal? Moški študentje. Aha. Tako da, ker se tega tiče, ta zadeva je res grozljiva bila. Na drugi strani pa je druga folklora, ki se je razvila, to so bili mladi moški študenti, ki so se ukvarjali z zgodnjim marksizmom, to je bila samo teorija, Kant, Hegel, Marx in ostalo. Ženske so sodelovale, ampak ne preveč. In potem je prišlo do nekega obrata v mentaliteti, ki se je pokazal že v prvih dnevih. In to je, da so moški kar naenkrat dobili idejo, da so vse ženske na razpolago. Saj smo v revoluciji sestro. In to so seveda tisti, ki so pač bili izjemno zainteresirani, so bili najslabši frajeri, ki si jih lahko zamislili. In ta ideja, veste, da patriarhat izkoristi vsako možnost, ki se ponudja, ne? Revolucija, Torej, je ta mentaliteta, ki je res bila bedna, ne? In pozneje upori, ki sem jih videvala na svetu, so zmeraj bili nekaj izjemno dobro organiziranega. To so bile urbane demonstracije v Parizu, veste, to je tako organizirano, da imaš demonstracijo in za demonstracijo nekaj metrov premora in potem smetari, ker hladno gredo za njimi. Torej, to so zadeve, ki so normalne v urbani srednji. V Franciji vsak šel na ulice za vsako zadevo, pa tudi v Berlinu, pa tudi v New Yorku, pa tudi na Nizozemskem, povsod, v Italiji. To je normalna navada urbanega prebivalstva in ona mora ostati. To, kar se je zgodilo v Ljubljani v zadnjih 74 tednov, petka, je nekaj, kar je zame popolna inovacija. Prvič, to so generacije skupaj, drugič je ogromno žensk, je nek občutek zabave, veselja, ulične umetnosti, duhovitosti, brez teženja z zelo močnimi argumenti, brez zmerjanja, razen posmehovanja. Nažalost, posmehovanje je zmeraj malo, bi rekli, ostro. Ostreje od politične izjave. Ampak to je neka ulična kultura, ki od Ljubljane dela mesto. Tako da bi bilo grozno, če ne bi bilo takih dogodkov v Ljubljani. In jaz sem zelo, zelo zadovoljna, ker ti dogodki so res drugačni kot na drugih mestih. Nikjer ne boste dobili tako očitno dobro mešanico vsega. Sej, že spet zaradi tega, ker smo majhni. Ja, najbrž res. Drugo, dobite študente, srednješolce, dobite sindikate, dobite samo ženske, ampak tukaj pa dobite vse. Tako da je... Naj se nadaljuje, ne? Ja, naj se nadaljuje, seveda. Vse, dokler bo potrebno druga. Omenili ste tudi umetniško, ko bi rekla, vlogo umetnosti, umetnikov, udejstvovanje umetnikov, torej umetnik kot vest naroda. Se mi zdi, da pri nas je neka takšna, recimo, subverzivna kulturna baza, ki je dovolj glasna, močna, da, ja? Skoraj sigurno, ja. Ni nobenega dvoma. In v tem so umetniki vseh disciplin, vseh umetnosti, enako filmski, gledališki, slikarji, kiparji, vse. Kar se tega tiče, danes seveda imamo predvsem interdisciplinarne umetnike, ki se ukvarjajo z različnimi disciplinami v enem. Ampak ja, to je na vso srečo ni edina klasa, ki se pač loči od tega, so pač tisti, ki mislijo, da je edina sprejemljiva umetnost tista, ki jo država dobro plačuje. In to je vse. Zdaj, vi ste zelo, tako kot sem že omenila, in vsi vemo, neposredni in neustrašni v izražanju svojih prepričanj. In to sem tudi že napisala, ko sem poslala tele iztočnice, da je to res vredno globokega spoštovanja, tako da to res iskreno
Mislim tudi tako, ste bila pa deležna groženja, ne? V svojem življenju že kar nekaj tako verbalnih, verjetno kot tudi čist fizičnih groženj. Ampak jemljete takšno odzivanje kot vašo, torej kot neko ne poslanstvo, ampak kako bi človek temu rekel? Državljansko dolžnost. Državljansko dolžnost. Zdaj se vam zdi, da smo kakorkoli intelektualci ali pa recimo mogoče tudi ta akademska sredina dovolj glasni, dovolj kritični, si dovolj upamo? Ja, mlajši absolutno. Pri mlajših vidim to in tudi pri nekaterih starejših ne morete to vzeti kot množični pojav. Ja. Sigurno ne. Ampak jaz mislim, da je kar dober delež. Veste, nekaj nisem omenila, ko sem govorila o medijih, kar opredeljuje medije danes, in to je prekarnost. Ja. Ne morete pričakovati neodvisnost medija, če ljudje niso zaposleni. Stalno zaposleni in ne skrbijo za svojo eksistenco. Ja. In enak primer je z umetniki, oziroma s to srednjo, intelektualno srednjo, ampak intelektualna srednja je veliko bolj naučena na to, da je prekarna. In zaradi tega njena državljanska zavest se ne zmanjšuje. Tako da zaradi te situacije je v eni srednji novinarski je to pošastno dejanje, ima pošastne posledice, v umetniško-intelektualni srednji pa je tudi terje ljudi, da reagirajo. Ne pravim, da je to dobro. Ampak pomaga v tem, da so v udejstvovanju, ne v oglašanju. Res je. A se vam zdi, da smo se kaj naučili iz preteklosti, iz zgodovine, ljudje? Zdaj, to je še tako vprašanje. A se kaj učimo, ne bi bili učljiva rasa, ne? Ja, edino, če se učimo. Drugač pa ne. Mislim, da če eno v teoriji, ne smo sposobni učenja. Absolutno smo sposobni. Spreminjanja navad in delovanja, ne? Ja, edino, da tega ne delamo. Da se ne vračamo ciklično nazaj nekam. In recimo danes sem prebrala samo en primer, kako neznanje uničuje vse, tudi tiste, ki bi jih rada videli uničeni. Danes sem prebrala nek komentar na portalu Nova24TV, kjer neki nesrečnež piše o fašizmu in seveda izenači Jenula in Mussolini in take neumnosti. Ampak pravi, fašizem prihaja od besede fascio in to pomeni snopič. In on pojma nima, kaj pomeni fasces. On pojma nima podobo, ki so jo vsi Italijani, pa še danes jo imajo od osnovne šole, pa naprej vejo, kaj je fasces. Kako izgleda ta snopič sekiro, ne, in kaj pomeni. On nima te podobe, pojma nima, kaj je to. In človek opisuje za neko svojo publiko fašizem, ne da bi vedel osnovnega predmeta, ne da bi poznal osnovne zadeve. In to je pa res katastrofalno. Katastrofalno je za njega. Za njega, za to kulturo, za te, ki bodo brali. Da ne govorimo o tem, da seveda sem se začela režati kot nora, ampak ne gre za to, da se jaz režim kot nora, gre za njegovo publiko. Nesrečno. Tako da znanje. In veste, danes pa res obrneš internet, pogledaš na internetu, pa vidiš, kaj je ta predmet, kaj je pomeni, odkot termin in tako naprej. So poti, a ne, kako priti do pravih informacij. Ja, seveda. In tudi prebrala sem na internetu prekrasen bosanski vic, kjer žena pravi svojemu soprogu, grešila sem ko Wikipedija. Kar je perfekt. Omenjali ste tudi, mislim, da ravno v Vrabcu anarhistov v enem zapisu človeško zavist. Se vam zdi, da je to nekaj, radi rečemo, da smo Slovenci zavistni. Ne vem, se vam zdi to res neka slovenska specifika? Ste bila sama deležna kakšnih zavistnih reakcij? Ja, seveda, ampak ne samo slovenski, to je mednarodno in splošno globalno. Sigurno ni narodno. Ampak veste, govorila sem o zavisti, ker se mi zdi, da je zavist postala del političnega dejanja. Ne samo diskurza, ampak dejanja. In ta zavist je nekaj, kar res je zelo objavski strup za javno komunikacijo. In če vi vidite nekoga, ki govori javno in govori o epidemiji in v tem vidite njegovo zavist, kako naj bi resno vzeli tega človeka in te nasvete o epidemiji, ne? In to je pa res komunikacijski problem. Res.
In tu se popolnoma strinjam z Natašo, kako se imenuje bivša, Pirc-Musar, seveda, ki je točno to na pogovor na televiziji je točno to rekla človeku, ki je tako govoril. In mu je rekla, to je primer slabe komunikacije. In to pa je res. Zavist je neznosna v političnem govoru. Tako da v našem javnem govoru se točno to pojavlja. In bojim se, da je to en od ključnih elementov slabe komunikacije med epidemijo. Kako pa preživljate to pandemično situacijo in stanje? Poglejte, jaz sem invalid, meni v redu. Sem doma, ampak prvi del epidemije, tistih prvih pol leta, sem sedela seveda samo doma, 6 mesecev praktično, in sem se ukvarjala z delami, s katerimi se nikoli ne bi ukvarjala. Recimo, v tem obdobju je bilo veliko brezplačnih predstav velikih gledališč in oper v celem svetu. To je bilo fantastično, moj bog. Pa sem gledala Bolšoj teater, praktično vse, pa Globe v Londonu, pa še nekaj gledališč, ki jih nikoli drugače ne bi videla in predstav. To je bilo fantastično, res. In sem se, posebej sem zelo globoko doživljala balet, ki nikoli ni bil del mojih zanimanj prej. Tako da se res človek odkrije neke nenavadne, izjemne zadeve. To je bilo dragoceno obdobje, pozneje pa ni bilo teh brezplačnih. So zaprli. Začeli računati. Ja, začeli so računati, zadeve odpadla, ampak sem, recimo videla sem predstavo Romeo in Julije v Globu, ki je zame bila najboljša, ki sem jo kdajkoli videla. Tako da to je kar dovolj za to obdobje. Ampak jaz sem stara in se slabo premikam in to nisem kriterij za tiste, in seveda nisem kriterij za tiste, ki so svojo družino zaprti v njej doživljali kot nesrečo. In tega je veliko. In tega je bilo veliko. Nasilje nad ženskami in nasilje nad otroci, to je pa res bilo. Dokaj grozljivo, kako je naraščalo. Poraslo je, ja. Gledam mečkano uro, da uloviva ta časovni okvir, ki ga imamo na razpolago. Se smo kar veliko tem se dotaknili, se mi zdi. Zdaj, vprašanje za konec, da ne bomo samo tako ostri in se nismo jezni, no? Želela sem, da so kritični in da mi pač poveste, kako vidite stvari, ampak moje poslednje vprašanje je pa ljubezen. Se pravi, veliko vprašanje, pomen ljubezni in medčloveških odnosov v življenju. Prebrala sem tudi Šolo za delikatne ljubimce, ki je taka žanrski hibrid, morda bi celo lahko rekli, malo ljubezenski, malo kristolovski roman, malo potopis, kjer je tudi ljubezen, torej ima posebno mesto, ukvarjate se tudi z odnosom med dvema mlajšima človekoma in tako naprej. Morda je kaj avtobiografskega, morda to niti ni pomembno, v bistvu to vprašanje ni ključno. Ampak zanima me, kako vi čutite ljubezen, kako pomembna vam je, mislim, očitno imate z možem, doktorjem Božidarjem Slapšakom lep odnos, no, to sem zdaj tako rekla. Ne bom komentirala. Torej, pomen ljubezni medčloveške bližine. V naših življenjih. Ja, seveda, vprašanje je takšno, da človek lahko odgovori na 1000 različnih načinov. Ta, recimo, če hočete, ta roman, ki sem ga napisala, je pravzaprav nekakšen pouk tudi mene same o tem, da je vzpostavljanje ljubezni, ki traja v določenem času, povezano s kulturo, z učenjem. Da pravzaprav, če se dva učita skupaj, če uživate skupaj v kulturi, zveni ogromno, ampak lahko znižamo pomen. Če uživate skupaj z drugimi besedami, je to dovolj dobra osnova, da se razvije nekaj, kar imenujem prijateljstvo oziroma intimizacija, ki podrazumeva skupno življenje, v katerem se iščejo užitki. Seveda, užitki, ki so recimo skromni, užitki, ki so bolj užitki revežev, užitki tistih, ki so večina. Ne govorimo o ekskluzivnih užitkih, nikakor ne. In ta ljubezen mi je postavljala celo serijo vprašanj,
kako teksti delujejo na ljubezen oziroma na zvezo, kako gledanje iste zadeve deluje na ljubezen in debata o tej zadevi, ki sta ja oba videla. Ne? Kako skupno branje, skupno gledanje, skupno doživetje, seveda skupna skrb, recimo za nekaj drugega in nekoga drugega, kar je zelo pomembno. Ne misli samo na otroke, misli tudi na živali. In na ostalo. In seveda nekaj, kar je ključno za ljubezenski odnos, je skupna radovednost. Če se ta zgubi, se verjetno zgubi tudi vse ostalo. Tako, kar se tega tiče, se mi zdi, da je ljubezen res tako kulturno definirana, kakor je definiran spol. In zaradi tega je popolnoma nepomembno, katerega spola sta ljubimca. Torej, ljubezen je nekaj, kar se ustvarja s tem, da skupaj se doživlja nekaj, recimo, banalno pozitivnega. Ampak tudi nekaj tragičnega. Ja, vsekakor, da se pač iz tega, kar se doživlja, bere nekakšna kultura, neko novo učenje, neka nova znanje. In v tem romanu seveda sem se veliko zabavala in v tem romanu je veliko humorja, kar se srečata dve kulturi v tretji kulturi. In potem ta dva iz dveh kultur pač sta usmerjena proti tretji kulturi, ki jo razkrivata skupaj. In to je pač ljubezen, da se ves čas nekaj skupaj odkriva. Lahko se odkriva grška arheologija, lahko se odkriva zimnica, ampak odkriva vse skupaj. In branje je tukaj ključno in gledanje seveda in poslušanje glasba, vsi aspekti so tukaj ključni. Potrebujemo drug zraven. Absolutno, potrebujemo drug drugega in okolje in živali, absolutno. Ker do živali lahko imate popolnoma neomejeno ljubezen, brez kakšnekoli družbenih okvirjev, lahko imate radi živo bitje in to je to. Imate mucke? Dve. Dve? Ja, seveda. Obe iz zavetišča, samo iz zavetišča. Prej sem imela samo socialne primere z ulice. Zdaj pa imamo tudi zavetišče. Lepo. Ja, hvala, mi dve sta zdaj hvala vam. Zaključili, zelo sem vesela za to delitev mnenj in misli in vašo razsvetljenost in nekritičnost. Ja, tako, zdaj bi pa še vprašala vas, če morda ima kdo kakšno vprašanje ali pa komentar na to, kar sva se pogovarjali. Mogoče bi jaz bi se tudi zahvalila za, kar ste z nami danes in res vas je lepo poslušati vedno. Mene pa zanima, če lahko primerjate položaj žensk in angažiranost žensk v bivših republikah Jugoslavije, kakšen je zdaj stanje feminizma po razpadu Jugoslavije, če bi kaj v tem. Jaz mislim, da se je povsod razvilo in to izjemno. V odpiranju, v uporu tej neverjetni regradaciji, ki je nastopila po jugoslovanskih vojnah. Vse tudi zakonsko so bile omejene. Na Hrvaškem čisto neverjetno, kaj so te ženske naredile. In še danes v politiki jih je več in bolj odločnih kot v Sloveniji. Pa recimo zame je izjemen primer makedonskih žensk in pa človek ne bi pričakoval najbolj po naših stereotipih, v najbolj patriarhalnem okolju, recimo v Črni Gori imate feminizem, ki je neustrašen. Ampak to je eno paradoksov. Zelo patriarhalne družbe, kjer je moški gospodar, brez vprašanja, se zelo pogosto ženskam dopušča več kot v nekaterih drugih, kjer je recimo na pol liberalno. Tam pa ženske, če hočejo nekaj, res dobijo. In tisto, kar je meni bilo fascinantno, je, da sem v Črni Gori srečala več feministov kot drugod moških. Torej imajo radi ekstreme. In pa seveda v Bosni se je zadeva izjemno razvila, ampak je totalna ločenost teh skupin iz recimo vladajoče množice. Tako da one pa res imajo popolnoma samostojno življenje. In seveda v Srbiji je kar nekaj različnih linij, ampak se še zmeraj drži ogromno organizacij in so sposobne, v Beogradu so sposobne narediti demonstracije žensk,
ki jih niče drug ne more. Ne. Kot prej, Ja, in med vojno so to pokazali, ko je bila tista zelo specifična situacija, ko so s pomočjo Hrvatic, recimo, švercale moške, ki so bili za mobilizacijo na Hrvaško in potem na Mačarsko, ne? In pa one same so enostavno prevzele ulice, ker se moški niso smeli pojavljati zaradi mobilizacije. Ne? In so one pač bile na ulicah in so vodile. Enkrat so, ko so napadli Dubrovnik, jih je bilo 10 000, ko so napadli Sarajevo, jih je bilo 100 000 na ulicah. Ne? Tako da, kar se tega tiče, so se res izkazale. Ne? Tako da, ja, različni pogoji, ampak in drugo, veste, tisto, kar je mene popolnoma fasciniralo, ker sem v tem sodelovala, med vojno so med Bosno, Hrvaško, Srbijo in ostalimi bivšimi republikami ženske sodelovale enako kot prej. Švercale ljudi, pomagale, begunce sprejemale, veste koliko begunk iz Bosne se je recimo našlo v Beogradu, ne? Ampak v Zagrebu še veliko več. Ne? Tako da, kar se tega tiče, ta solidarnost nikoli ni padla. To je ostalo. Ja, to je res lepo. Ja. Upanje je. Ja, hvala. Mogoče še kdo? Ne? Potem pa še enkrat hvala vsem, da ste prišli, pa še en aplavz, prosim, za to.